Nadangel Mihael, ljubi ga celo človeštvo, ljubi ga celoten planet in danes je njegov rojsten dan. Ne, heca se, ampak je pa praznik Nadangela Mihaela ravno danes. Študiram, če bi mu mogla kaj zapeti happy birthday, ne, še vedno se hecam, pa vendarle, zdaj pa čisto zares. To je tako čudovit Nadangel, da enostavno, vem, da se o njemu veliko ve, ampak jaz bi ti danes rada povedala nekaj učinkovitih načinov, kako lahko vsak dan sprejemaš blagosloven Nadangela Mihaela, zaradi tega, ker se mi zdi, da v tem koncu leta se bo želel še bolj intenzivno povezati z vsemi nami, zaradi tega, ker energije so take kot so pa vedno zelo zanimive, to pa definitivno. In zdaj bi ti rada naštela, kako se lahko delaš z Nadangelom Mihaelom. Jaz bi ti rekla tako, dejansko resnica, pri angelih ni pravil, a veš, ne moreš reči, recimo, da moraš enega angela prositi točno to pa to, prositi točno to pa to in zdaj, če recimo prosiš Nadangel Ariel nekaj, kar ima čez Nadangel Mihael, bo ona rekla, ne pogovarjam se s tabo, kar obrnem se na Nadangela Mihaela. To se ne zgodi, razumeš? To je taka zavest, ki se odziva na vsako tvojo priprošnjo in tako naprej. Je pa res, da imajo vsi nadangeli in angeli seveda svoje neke dotične frekvence, ki so najbolj sorodne recimo točno določenim področjem oziroma bi rekla energijam našega življenja. In Nadangel Mihael je zaščitnik našega planeta. Torej Nadangel Mihael, če gremo gledati, on se je res zavezal, da bo Zemljo ščitil. Tako da on je en tak, razumeš, skrben oče, ko gleda planet Zemlje, zato da, razumeš, se to centrira, pa da ne gre kaj drastično narobe, ne? In ta njegova zaščita se kaže tako, da je definitivno en izmed nadangelov, ki je zelo takih močnih energij, res je varuh. Nadangel Ariel, ona je zelo taka pa taka simpatična, pa veš, taka luškano rozasta, ok? Nadangel Mihael je pa, razumeš, močen, odločen, včasih se mogoče celo zdi malce strog, vendarle na lep in ljubeč način, ne? Tako da jaz bi ti povedala eno stvar, kaj lahko delaš z Nadangelom Mihaelom? Aktiviraš njegovo modro auro, to pomeni, da si vsako jutro vizualiziraš, da imaš modro auro. In predstavljaj si, da enako auro deli s teboj Nadangel Mihael in ga prosi, da ti posodi svojo auro, ki naj se tudi prenese nate. To pomeni, da boš sama nase čez dan izjemno pazila. Razumeš, v tem primeru znaš potem sam sebi postati varuh. Ti znaš paziti na svojo lastno energijo, če delaš to na tak način z Nadangelom Mihaelom. Seveda ga vedno lahko še prosiš dodatne stvari, za katere ti bom pa povedala v tem trenutku. Torej, imej svojo angelsko auro, ampak potem lahko uporabiš še Mihaelov ščit. Nadangel Mihael je vedno tudi upodobljen, torej, da ima pred seboj ščit. In ko ima ta ščit, ga lahko prosiš, da ga aktivira na tvojo hišo, na tvojim avtom, na tvojimi otroci, ljubljenimi, nad hišnimi ljubljenčki, na tvojo, ne vem, mizo, ki jo imaš pisalno v službi in tako dalje. Prosim Nadangela Mihaela, da dvigne ščit svetlobe in varuje vse tisto, kar ti je sveto. Vemo tudi, da ima Nadangel Mihael meč, a ne? Če aktiviraš v meditaciji z namero, pogovorom, kakorkoli želiš, prav to simboliko tega njegovega meča in ga prosiš, dragi Nadangel Mihael, naj se aktivira v moji energiji tvoj meč. In ta meč skrbi za kaj? Ta meč skrbi za to, da se režejo okrog tebe eterične vezi. Ljudje nasplošno premalo delajo na rezanju eteričnih vezi. Moraš vedeti, da energije, ki so okrog tebe, ne gre se za to, da so slabe. Ne gre se za to, da so ljudje slabi, gre se pa za to, da imajo drugačne izkušnje, kot ti, druge energije in dostikrat te energije drastično niso kompatibilne s teboj. In takrat te na nek način malce energijsko lahko poškodujejo. Nadangel Mihael skrbi, da se te vezi, ki se zelo naravno stkejo, da se prerežejo. Razumeš? Zato, da ti to ne nosiš s seboj. Kajti, ko to nosiš s seboj, lahko zgodbe drugih ljudi projiciraš čez sebe, pa sploh ne veš, ali pa imaš občutek, ker se ti toliko zniža energija, da nimaš stika z angeli, kar je pa izjemno škoda. Več o tem bom zdaj še malce povedala.
In ta zadnja stvar je, da aktiviraš Mihaelov glas. Če bi frekvenco nad angela Mihaela prevedli na tale naš planet, bi imel on kot grom, bi imel glas, močen glas. Razumeš? Zato, ker je angel, ki se ga res začuti, njegova prezenca se začuti, ko pride v prostor. In če ga prosiš, da si, to je zdaj tako, veš, metaforično, ampak se veš, kaj mislim, da ti posodi svoj glas, potem boš zelo razvila in videla razlike, koliko zelo lahko bolj jasno, iskreno komuniciraš, se postaviš zase, ko je treba, poveš, da si nekaj želiš, prosiš za pomoč in še. Jaz bi ti rekla, da v tem obdobju mogoče delati na teh 4 blagoslovih, katere smo predelali. Jaz bi pa rekla tako, če želiš res dobro razumeti angele, če želiš recimo iti zelo v globino njihove komunikacije, enostavno ti moram povedati. 15.10. imam na spletu Akademijo kanaliziranja. To je toliko prelep tečaj. To je toliko prelep tečaj s tolikimi orodji, mislim, da si to nekje zapisala, bom pogledala, ker to ne vem na pamet, kaj sem ti vse dala, ampak to je res toliko prelep tečaj in ta tečaj ti prinaša poglobljene angelske komunikacije, katere se nisi učila še nikoli prej, nikjer druge. Spoznaš Lady Archangels, spoznaš kanalizirano pisanje, kako kanalizirati svoje izdelke, kako odpirati portale v prostoru, kako zvorteksirati predmete, da postanejo energijski predmeti, kaj so to zvezdne civilizacije in zakaj bi z njimi delali za svojo svetlobno življenjsko misijo, kako narediti svoja kanalizirana izobraževanja, tako kot sem jaz Akademijo kanaliziranja in kako res svoje možgane prepričati v to, da ti pustijo kanalizirati. Kaj praviš? Res obsežen program, ki ima zraven pa še mnogo stvari. Gremo si pogledati, kaj imajo. Torej, Akademijo kanaliziranja iščem. Ja, vse sem si nekje tukaj zapisala. Ja, evo, imam. Dobiš dostop do svoje lastne platforme, torej dobiš vse posnetke v živo, ki se zgodijo, ker mi lahko tudi postavljaš vprašanja v klepetu in te posnetki so tvoji zavedno. Ampak zadnji dobiš pa še, mi rečemo, nebeška shramba, dostop do zaprte članske platforme in konkretno za Akademijo kanaliziranja imaš noter še 33 meditacij, 40 video učenj, ki so tvoji zavedno, obsežne skripte in moje mentorstvo, to pomeni, ko delaš tečaj, pa če ti kaj ne gre tako naprej, sem jaz tam noter prisotna, zato da te lahko vodim čez proces. Jaz mislim, da je to nekaj takega čudovitega, to je nekaj, kar v življenju vsak potrebuje. In če v tem trenutku te ta tečaj kliče, potem si hitro naklikaj povezavo na potovanje duse.si in naj te čuva nadangel Mihael.